Ples ob drogu je primeren za vsa dekleta, ne glede na starost in postavo. Lotijo pa se ga lahko tudi fantje. Ja, tudi enega fanta smo dobili pred kratkim in se je odločil, da se bo vadbi pridružil in da bo hodil, je bil zelo, zelo navdušen. Nekateri se za vadbo odločijo zaradi boljše polovice. Mogoče že pol kakšna, ki ima, ne vem, fant rojsten dan ali pa potem, ne vem, pripravi kakšno presenečenje, da na bazi tega naredi kakšno koreografijo, ampak ni pa to prioriteta. Prioritetno se oni vpišejo tukaj zaradi sebe. Zapeljiv ples ob drogu terja veliko vaje in tudi kakšno modrico. Seveda nevarnost je za poškodbe, ne samo na glavo, že pri osnovni, ne vem, spinu, ki ga delaš na tleh, da se kaj ne zviješ. Hitro lekcijo iz plesa ob drogu smo imeli tudi mi. Zdaj jaz smažem drog z magnezijem, to zaradi tega, ker drugače zelo drsi. Tudi Boni je eden od elementov povzročal ogromne težave. Naprimer, eden začetnih je tale. Kasneje dodajamo še povezovalne elemente, ki jih imenujemo mi palačinke, tlele po slovenski malo prirejeno. Temu elementu rečemo recimo igla, spet v našem, imamo določene izrazne prirejene. In dokaj malo punce tole dosežejo lahko. Nažalost pa je v Sloveniji še vedno veliko stereotipov glede plesa ob drogu. Kaj bo rekla mama, kaj bo rekel sosed, kaj bo rekel, ne vem, prijatelj. Še vedno tudi mene, recimo, ki me vprašajo, kaj pa ti delaš, kaj pa ti učiš. Rečeš ples ob drogu, se zdi kakšen muzej torej čuden. Tukaj, kjer se ženske najdejo, kjer se same sebe osvobodijo, kjer se počutijo dobro in je v bistvu res neumen, da ljudje tako razmišljajo. Tako da mamice, babice, dekleta in tudi fantje le pogumno. Kjer je volja, je tudi pot.